In obojali jih bomo tudi v nadaljevanju. Boštjan je v našem studiu! Zdaj pa moram iti. VIP voditelj na Radiu Robin. Boštjan Romih je današnji VIP voditelj, ki pa ni prišel sam. Dej glas! Evo ga. Dej glas! Glasu pa ne zna dati. Aha. O, mikrofon je to? To je moja Či. Či, Moj takole. četrti otrok. Kako si dal to ime? A si In lihu druga kihnus ljubezen. naredil č? Daj na zdravje dobila ime. Super, odlično, evo, smo jo tudi pokazali, to bodo lajki. Da si včasih prepeval tudi v akademskem pevskem zboru Tone Tomšič. Drži. To je moj glavni zbor, pri katerem sem pustil največ pevskega entuzijazma. In to je za študentska leta bil eden najlepših krajev možnih za preživljati družabno življenje. Aha, in slišal sem, menda je tudi Lara tam prepevala, žena. Drži. A res, in kaj se je pol dogajalo? Eden rezultat ima 19 let, pol ima 16, en pa 12 let. A, kaj delajo pevski glasovi? Takole. Noro, sam tega otrok nismo z glasom delali. Niste z glasom delali, ni bilo preglasno, češ reči. Kako je sploh prišlo do sodelovanja v Narodno-zabavnih vodah? Tone Rus je bil včasih tenor pri APZ Tone Tomšič. Pa smo povezali vse skupaj. Ja, nisi to vedel? Nisem vedel, to pa nisem Slučajno vedel. se je carsko izšlo, in je prišel na APZ in je rekel, iščem drugega basa in tako mene sliši govoriti, neče, ti si pa na radiju, ne? Tako, poznam, ker poslušam. Dej prid, imam tlele že fante in gremo 4-glasno zapet, 4-glasno zapojemo, to je to. Takrat smo tudi posneli tisto uspešnico Zvon želja. In zdaj se bomo spominjali teh časov, ansambel Toneta Rusa in Boštjan Romih v komadu Zvon želja. Na Radiu Robin. Na Radiu Robin, to so glasbene želje, nedeljske. Treba pet zraven. Ja, kar poj. Dolgo že poznam te jaz, dekle. Kadarkoli svojim čovnom sem. Ja, na avto prihitim. Autotune imaš? Dolgo že poznam te jaz, dekle. Evo ga. Naj glasbo pove svoje. In še enkrat. Kadarkoli svojim čovnom sem. Ja, na avto prihitim. Boštjan Romih. Boštjan, zaključila se je že 8. sezona Ambientov, ne? Oziroma zdaj bo 8, ne? 16. sezona je se zaključila, ker sezone so tako na pol leta, ne? Tako. Kak stil je recimo tebi všeč? Kraški, ne vem, Prekmurje? Ja, zdaj, če si dal to dvoje, da ne bo zdaj Prekmurci jezna, ampak... Gorenjska. Ne, kamen mi je sigurno bolj všeč, kakor neka slama ali pa tisto blato, ne. Torej, če bi izbral novo lokacijo za bivanje, kaj bi to bilo? Tule v vaših koncih, ne. Vipavska dolina. Torej, zelena oaza, dobra kulinarika, super vina, ne. Tako. Tudi to. In večina gužve, ali pa da rečemo tako Ljubljančanov, gre po avtocesti naprej proti obali. Tako. In sploh ne znajo zaviti sem na Vipavsko, kar pomeni, da je vedno tako glih prav, ne, gneče. No, jaz imam tukaj eno kuverto, ne. Sicer v njej ne najdeš kartice za novo nepremičnino, to boš mogel sam. Ja, sem lih rekel, zemljiško-knjižni spisek. Ne, nimam. Čestitamo. To boš mogel sam, ne, ker hočem vseeno regres dobiti poletja. Zdaj boš ti to odprl, pa boš prebral, kam te pošiljamo. Pošiljate me nekam? Moj bog, Teodosius. Da se naužiješ Vipavske doline, kam greš? Enkrat nočitev v glamping hiški, zajtrk za 2, sproščanje v savni in vroči kavi. Steklenica buteljčnega vina v Teodosius. Točno tako, nad Vipavsko dolino te pošiljamo, tebe in tvojo Laro, ne? Neokrnjena narava, skrita gozdna vasica v Borovem gozdu s pogledom na veličastno Vipavsko dolino. Tole, Sandi, ste zadeli v nulo. Bravo. Hvala lepa, vedel sem, boš poročal, kako si se imel. Wow. Tudi kartico moraš poslati, da vemo, da si bil, ne? Razglednico od Vipavske doline. Ti si menda študiral ruščino, a je tako? Drži. A bi bila možna izvedba vremenske napovedi v ruščini? Seveda je možna, ker si me na to ustrezno pripravil. Pa dejmo слышат, kako se scenарий. Вот прогноз погоды. Сегодня в Приморье будет переменная ясность, слабый и умеренный ветер. В течение дня прояснится и внутри. Завтра будет преимущественно ясно. Температурой Айдовщина 4, Сежана 2,
Talmin, 4 Novая Gorica 6, a v Ljubljani 1 grad Celsijusa. Nič ne vem, kakšno bo jutri. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55. Mislim, da je Putin hotel še nekaj povedati. Kaj si hotel? А теперь что случается на ваших дорогах? В трафике ничего особенного. Значит, в промету ни посебности. Kdo je na drogah? Дорога. Doroga je cesta, je pot. Aha, no, bodite na drogah še naprej, pa držite valanko face peha. Gobe imaš rad, oziroma gobariš. Poznaš recimo orošeno vlažnico? Ne. To je podobna Jurčku. A res, kaj? Pa kosmata mlečnica mogoče? Ja, to bi že, ja. Podobna Mareli, sem prav videl po sliki. Tako, ja, čaki. Kaj pa vlažno razpočnico, pa neki tazga, čaki, nečedna Bolgarka. A smo že pri Bolgarkah? Sivokožni kadilček. Okay. To dejansko so gobe, tako da dej mi še. Luknjačeva bradavička. Te spet ne. Spet nočni program. S kom greš jadrat? S kom si recimo na zadnje jadral? Družinska jadranja so se nam največkrat zgodila. In menda si jadral tudi z njim. Živijo, Boštjak. Super smo se imeli zadnjič na jadranju. Kdaj gremo spet? Kdaj greste spet na jadranje? Kdo je bil tole? To so pa moje srednješolske ljubezni s to klapo mojo srednješolsko. To je bil Boštjan Dermol, pevec skupine Newt včasih. In smo lahko en teden skoraj sam obujali spomine na naša nora srednješolska leta. In obujali jih bomo tudi v nadaljevanju. Boštjan je v našem studiu! Zdaj pa moram iti. Adijo! Boštjan Dermol, frontman skupine Newt! Ratalo! Ne vsega povedati, Dermi, ne vsega povedati. Zanikam, naprej zanikam. Talk to my lawyer. Kako dobro se poznata med sabo? Pa, dobro, a bomo preverjali? Jaz imam zdaj nekaj vprašanj. Kateri je večji osvajalec, na katerega bolj padajo? Retorično. Retorično. Z izrazito družinskim imidžem pa to. Gremo naprej. Kateri bi bil boljši politik? Jaz mislim, da Dermi, zaradi tega, ker je po izobrazbi pravnik, izjemen govornik, tudi zelo tak debater. Kaj zdaj, boljši politika, kdo bi dobil več glasov? Več glasov, ajde. Kdo bi dobil? Jaz bi dobil 51, on bi dobil pa 49. Lej, držite se svojih karier. Pusta politiko, Boštjan Dermol, hvala za obisk v našem studiu. Hvala za vabilo in hvala za čudovito presenečenje. Super mi je, the best mi je, ker je uspelo presenečenje. Ja, absolutno. Ja. Nisi videl, tle mimo sta šla prej. On pa ta spremljevalc, ki ga je pripeljal. Spremljevalca imaš kaj? Ja. To je nekaj novega. Ja, se vsak dan nekaj novega. VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.